teme. Kids TV. Kvisko, dober tek. Dan otroci, za vas imam novih 6 vprašanj. Ananas, avokado, banana. Kateri sadež izmed 3 slik je rumene barve? Kateri je rumen, takšen kot sonce? Banana je rumena, bo držalo. Banana je poleg tega, da je rumena, užiten sadež, ki raste v vročih tropskih krajih ob ekvatorju. Bananovec je drevo, ki spominja na palmo in zraste do 8 metrov visoko. Je odličen sadež, ki ne potrebuje embalaže, saj je njen olupek kot zaščitna vrečka. Lubenica, češnje, hruška. Kateri sadež izmed 3 slik je najtežji? Kateri? To je lubenica. Lubenica lahko doseže težo do 12 kilogramov. Je eden izmed najbolj priljubljenih poletnih sadežev. Je izjemno zdrava in zelo osvežilna. Jemo jo lahko v sadnih solatah, kot prilogo jedem, narezano na pladnju, iz nje lahko naredimo sok, pa tudi ledene kocke. Limona, pomaranča, jabolko. Poimenuj sadež, ki je oranžne barve. No, kateri je oranžen? Pomaranča je oranžna, bo držalo. Pomaranče so prišle s sončnega juga Kitajske, zato je njihovo drugo ime jabolka iz Kitajske. So polne vitaminov in naše telo krepijo, zlasti po zimi. Ali veste, da strokovnjaki pravijo, da spimo bolje, če prej pojemo pomarančo? Poskusite. Jagoda, čebula, paprika. Poimenuj sadež, ki je rdeče barve. Sadež rdeče barve. To je jagoda. Jagode so ena najbolj priljubljenih sadežev v visokem poletju. Sicer jih lahko kupimo čez vse leto, vendar so boljšega okusa tiste, ki so zrasle na prostem. Bolj zdrave so pa tiste, ki rastejo na domačem vrtu. Njam. Gremo naprej. Paradižnik, bučka, feferon. Poimenuj zelenjavo, ki je zelene barve. Katera izmed 3 je zelena? Bučka je zelena. Bučke so lahko temno ali svetlo zelene barve. V dolžino pa lahko zrastejo tudi do 1 metra. So izvrstna poletna zelenjava. Jemo jih lahko v solati, lahko jih dušimo, parimo, pečemo v pečici ali na žaru, nadevamo, cvremo in pražimo. Njam. Jajčevec, goba, brokoli. Poimenuj zelenjavo, ki je vijolične barve. No, katera je vijolična? Jajčevec je vijoličen, bo držalo. Jajčevec oziroma malancan je bližnji sorodnik krompirja in paradižnika. Barva lupine je lahko bela, rumena, škrlatna ali temno vijoličasta. Nekatere sorte imajo celo lisasto ali večbarvno lupino. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, dober tek. Dan otroci, novih 6 vprašanj imam za vas. Začnimo. Korenček, redkvica, krompir. Poimenuj zelenjavo, ki je oranžne barve. Korenček je oranžne barve.
Korenček je doma v vsakem slovenskem vrtu in veste, zakaj ga imamo še posebej radi? Ker je dober za naše oči, pa za našo kožo tudi. Zato namesto sladkarije raje pojejte korenček ali dva. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Česen, koromač, brokoli. Kateri izmed treh ni zelene barve? Kateri ni zelene barve? Česen ni zelen, bo držalo. Ste vedeli, da je česen začimba in učinkovito naravno zdravilo? Znanstveniki so ugotovili, da so sestavine v česnu koristne za naše srce in nasploh dobro vplivajo na naše telo. A vi jeste česen? Gremo naprej. Mleko, jajce, pomarančni sok. Kaj nam da krava? Nam da krava mleko, jajce ali pomarančni sok? Krava nam da mleko, res je. Mleko zagotavlja veliko življenjsko pomembnih snovi, zato mu strokovnjaki pravijo tudi popolno živilo. Je zelo pomemben vir beljakovin, ki so potrebne za zdrav razvoj, rast ter obnovo celic in tkiv, pa tudi odličen vir kalcija, ki vpliva na zdravje zob in kosti. Jogurt, sir, jajce. Kaj nam da kokoš? Nam da kokoš jogurt, sir ali jajca? Tako je, kokoš nam da jajca. V preteklosti so jajca veljala za simbol življenja in rodovitnosti. Sestavljena naj bi bila iz 4 elementov. Jajčna lupina predstavlja zemljo, beljak vodo, rumenjak ogenj in zračni prostorček pod zaokroženim delom lupine zrak. Precej zanimivo, kaj ne? Kosmiči, čaj, piškoti. Kaj je mama spekla? Je mama spekla kosmiče, čaj ali piškote? Piškote je spekla, seveda. Ali vaša mami tudi peče piškote? Že veste, katere sestavine so potrebne za tiste čisto enostavne? No, da vas slišim. Moka, pecilni prašek, vaniljev sladkor, jajca, sladkor, sladka smetana, maslo in ščepec soli. Zelo dobro. Krof, kos torte, skodelica. Kaj slik je okrogle oblike? No, da vas slišim, kaj je okrogle oblike? Krof je okrogle oblike. Zelo dobro. Se strinjate, da je krof pustno pecivo, ki razveseljuje velika in mala usta? Čeprav, če smo čisto iskreni, si ga radi privoščimo tudi kakšen ponedeljek, torek ali sredo. Lahko je tudi četrtek, petek ali sobota. No ja, tudi v nedeljo teknejo, kaj ne? Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam 6 vprašanj. Začnimo. Sonce, ovca, metulj. Kdo na sliki je okrogle oblike in rumene barve? Kdo na sliki? Sonce je rumeno in okroglo. Sonce je velikanska zvezda, je vir svetlobe in toplote na našem planetu in drugih planetih v osončju. Ste vedeli, da ima Sonce dovolj energije, da lahko sveti še naslednjih 5 milijard let? Gremo naprej. Lev, stegozavar, medved. Katera izmed 3 živali živi v Afriki? Je to lev, stegozavar ali medved?
Lev živi v Afriki, bo držalo. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levu rečemo tudi kralj živali. Pajek, lisica, čebela. Katera izmed treh živali leti in brenči? Katera izmed treh? Pravilen odgovor je čebela. Prav ona brenči in leti. In veste kaj? Ima tudi zelo pomembno nalogo. Čebele so pomembni opraševalci. Z rastline na rastlino raznašajo prah, ki se imenuje pelod ali cvetni prah. Ta pa rastlinam omogoča, da poženejo semena. Deček, avto, bala sena. Kaj na sliki je rdeče barve in se vozi po cesti? Je to deček, je to avtomobil ali bala sena? Avtomobil je rdeč in vozi po cesti. Avtomobil je cestno vozilo z lastnim pogonom, običajno s 4 kolesi na 2 oseh. Beseda avtomobil pravzaprav pomeni nekaj, kar se premika samo od sebe. Danes velika večina avtomobilov za pogon uporablja motor z notranjim zgorevanjem, ki ga žene bencin ali plinsko olje. Balon, bober, češnje. Kaj na sliki je oranžne barve? Kaj je oranžno? Balon je oranžne barve. Zelo dobro. Baloni so super pogruntavščina za dekoracijo, se pravi, da okrasimo prostor. Recimo za rojstni dan. Prav tako so super, ker se z njimi lahko podajamo s prijatelji, lahko pa ga tudi sami takole odbijamo v zrak. Z majčkeno domišljije se z balonom lahko res luštno igramo. Deklica, baterijska svetilka, copati. Kaj na sliki sveti? Je to deklica, baterijska svetilka ali copati? Tako je, baterijska svetilka sveti. Jo imate vsi doma? Če ne vi, pa vaši starši zagotovo. Se vam je že zgodilo, da je doma zmanjkalo elektrike, pa vam je na pomoč priskočila prav baterijska svetilka? Zelo priročna je. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Orka, povodni konj, lenivec. Katera izmed živali slik je najboljši plavalec? No, katera? Orka je najboljša plavalka, bo držalo. Orko zlahka prepoznamo po črno-beli barvi in ozkem gobcu. Za tako veliko žival je izjemno spretna in slovi po neverjetnih skokih. Je največja vrsta v družini delfinov. Najdemo jo v vseh svetovnih oceanih, od mrzlih arktičnih območij do toplih tropskih morij. Gremo naprej. Lama, emu, jak. Katera izmed 3 živali je znana po tem, da pljuva? No, katera? Lama je tista, ki brani svoje ozemlje tako, da tleska z jezikom, postavi ušesa nazaj in pljuva. Lama v Andih živi na 2 različnih področjih. Na enem se hrani, na drugem pa spi. Oba kraja pa izbere vodilni samec. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Daljnogled, glavnik, izvijač. S čim si bomo počesali lase? No, s čim se vsako jutro počešete?
Seveda, z glavnikom si počešemo lase. Glavniki so lahko različnih velikosti. Lahko so tako majhni, da jih spravimo v žep ali torbico. Tako ga imamo vedno pri roki, če bi nam veter slučajno razmršil lase. Tiste nekoliko večje glavnike pa imamo običajno doma, v kopalnici. Vi tudi? Semafor, zaklad, zvezda. Kaj sveti po noči na nebu? Kaj sveti? Zvezde svetijo. Zvezde nastajajo iz velikih oblakov plina in prahu. Zaradi težnosti se ti plini in prah privlačijo. Ko se združijo, se začnejo vrteti in ogrevati. V središču plin tvori vse gostejše jedro in rodila se bo majcena zvezda. Tasmanski vrag, volk, rakun. Katera izmed treh živali tuli? Au! Volk tuli, zelo dobro. Sivi volk je ena od treh zveri, ki živijo v Sloveniji. Je največji predstavnik družine psov. Je celo prednik vseh pasem domačega psa. Volkovi živijo v krdelih, ki ima običajno do 15 živali in v njem vladajo stroga pravila. Kuščar-ovratničar, ptič, zmaj. Kakšne barve so živali na slikah? Kakšne barve so? Zelene barve so vsi trije, res je. No, kaj je še zelene barve? Pomagajte mi razmišljati. Zelena je tudi trava, pa listje na drevesih. Zelene so lahko tudi kače, gosenice, kobilice. Zelene barve je lahko flomaster, barvica, voščenka in še in še. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Slon, maček, jelen. Katera izmed treh živali ima trobec ali rilec? Slon ima trobec oziroma rilec. Ta rastlinojedec je s 6 tonami najtežja kopenska žival. Živi v zelenih savanah, kjer si na dan nabere do 200 kg listov, korenin, lubja in trave, kar je njegova vsakdanja hrana. Rad se valja po blatu ali prahu, s čimer odstranjuje zajedavce in si debelo kožo zaščiti pred sončnimi žarki. Gremo hitro naprej. Tiranozaver, jagodi, jabolko. Kaj imajo skupnega vse 3 slike? Kaj je skupno tem 3 slikam? Skupno jim je to, da so vsi rdeči. Rdeče jagode, rdeče jabolko in rdeči tiranozaver. Pa kaj je še lahko rdeče? Češnje, dobro, pa notranjost lubenice, Rdeča je lahko tudi mašna za v lase, pa lak za nohte, ki ga mami uporablja. Joj, koliko rdečih stvari obstaja. Gremo dalje. Tukan, raca, kivi. Katera izmed 3 živali gnezdi tudi pri nas v Sloveniji? Se pravi, katera gnezdi tudi v Sloveniji? Raca je tista, ki gnezdi tudi v Sloveniji. Raca mlakarica je ena izmed bolj znanih in pogostih rac, ki živijo od Azije, Evrope, Severne Amerike, Avstralije pa do Nove Zelandije. Med gnezdenjem so samčki čudovito obarvani, samičke pa imajo tako rjavo, varovalno barvo. Lok s puščico, veslo, sendvič. S čim bomo pregnali lakoto? Kaj bomo pojedli, da ne bomo več lačni?
Seveda, s sendvičem bomo pregnali lakoto. Joj, kar sline so se mi pocedile. A bi vi tudi jedli sendvič? Ne, ne bi sendviča. S čim pa potem preženete lakoto? Kaj pojeste? Jabolko, kosmiče, pire krompir in meso, solato, marmelado na kruhu. Same dobrote. Mehanik, tabornica, vitez. Kdo izmed treh dela v mehanični delavnici? No, kdo izmed treh? Tako je, mehanik dela v mehanični delavnici. Oziroma, avtomehanik dela v avtomehanični delavnici. Prav k avtomehaniku peljemo na popravilo avtomobil, ko mu kaj ne dela. Avtomehaniki so mojstri, strokovnjaki na svojem področju, ki po natančnem pregledu avtomobila ugotovijo, kaj je narobe in težavo tudi odpravijo. Gosenica, pikapolonica, polž. Iz katere živalice se razvije metulj? Gosenica, iz nje se razvije metulj. Ste že slišali za popolno preobrazbo? Tako imenujemo življenjsko pot žuželk. Najprej se izleže jajčece. Ko jajčece poči, se izleže ličinka, ki ji pravimo gosenica. Gosenica pridno je liste in raste. Ko dovolj zraste, si poišče močan list in začne okrog sebe presti svilene nitke. To je buba ali kokon. V bubi poteče preobrazba, nato pa se iz nje izleže odrasel metulj. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Timi, kicstave. Kvisko, črke. Dan otroci, ste pripravljeni na nova vprašanja in novo znanje? Začnimo. Na prvi sliki je krokodil, na drugi čaplja, na tretji bober. Katera izmed treh živali se začne na črko K? Je to krokodil, čaplja ali bober? Krokodil, tako je. Krokodili so veliki vodni plazilci z dolgim trupom in kratkimi nogami. Živijo na celotnem tropskem območju Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike ter Avstralije. Ste vedeli, da če krokodil izgubi zob, mu hitro zraste nov? V svojem življenju jih zamenja okrog 8000. Gremo naprej. Na prvi sliki je delfin, na drugi gorila, na tretji pa legvan. Katera izmed treh živali se začne na črko D? Je to delfin, gorila ali legvan? Delfin je pravilen odgovor, seveda. Delfin je sesalec, prav tako kot ti. Delfini imajo pljuča in z njimi dihajo. Kisik dobivajo skozi dihalno odprtino na vrhu glave. Rep lahko premikajo samo gor in dol. Njihova koža je mehka in gladka. Skupina delfinov se imenuje jata. Tretje vprašanje. Na prvi sliki je kača, na drugi leopard, na tretji pa je gulja. Katera izmed treh živali se začne na črko L? Je to kača, leopard ali je gulja? Leopard se začne na črko L. Leopardi so mogočne, a elegantne velike mačke. Sorodstveno so najbližje levom, tigrom in jaguarjem. So vešči plezalci in lahko nesejo plen, težji od njih tudi na vrh dreves. So nočni plenilci. Iz zasede lovijo antilope, srne in svinje. Gremo naprej. Na prvi sliki je medved, na drugi jelen, na tretji deževnik. Katera izmed treh živali se začne na črko M? Je to medved, jelen ali deževnik? Medved je pravilen odgovor. Medved je sesalec in spada med zveri. Ima krepko telo, veliko lobanjo, močne noge in kratek rep.
je gozdna žival in v nasprotju z večino zveri uživa veliko rastlinske hrane. So dobri plezalci, nekateri izmed njih tudi krasni plavalci. Še zadnje vprašanje. Na prvi sliki vidite antilopo, na drugi je kameleon, na tretji pa komodoški varan. Katera izmed treh živali se začne na črko A? Je to antilopa, kameleon ali komodoški varan? Antilopa bo držalo. Tale na sliki je konjska antilopa. Poznamo namreč več vrst leteh. Črnogrivasto recimo, pa vodno, lisasto in še bi jih lahko naštela. Tale naša s posnetka živi v Afriki in je manj ogrožena vrsta. Hrani se suho krmo, pije pa do 3-krat na dan. To je to in dobro nam je šlo. A preden se poslovimo, predlagam, da celo abecedo skupaj ponovimo. Na 3, 2, 1, začnimo. A. Antilopa. B. Bober. C. Cesarski pingvin. Č. Čebela. D. Delfin. E. Emu. F. Fazan. G. Gepard. H. Hobotnica. I. Iglica. J. Jelen. K. Krokodil. L. Lev. M. Medved. N. Nosorog. O. Opica. P. Panda. R. Rak. S. Slon. Š. Štorklja. T. Tiger. U. Uš. V. Volk. Z. Zebra. Ž. Žirafa. Vseh 25 črk smo izgovorili na glas in tako pripeljali kviska čisto do konca. Hvala za družbo. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Kvisko črke. Dober dan, otroci. Čas je za nova vprašanja. Ste pripravljeni? Začnimo. Na prvi sliki je zebra, na drugi polarni medved, na tretji pa metulj. Katera izmed treh živali se začne na črko Z? Je to zebra, polarni medved ali metulj? Zebra je pravilen odgovor. Zebre živijo na sušnem področju afriške savane. Pojedo zelo veliko trave. V obdobju z malo dežja si iščejo vodo. Hodijo kilometre daleč, da bi prišle do nje. Zebre se združujejo v črede in vse življenje živijo v družinskem krogu. Gremo naprej. Na prvi sliki je bober, na drugi sliki je mačka, na tretji pa konj. Sprašujem vas, katera izmed treh živali se začne na črko B? Je to bober, mačka ali konj? Bober je pravilen odgovor. Za bobra so značilni ploščat, luska strep, plavalna kožica med prsti zadnjih nog in veliki sekalci. Dosežejo tudi do 30 kg in več, tako da so drugi največji glodavci na svetu. So napol vodne živali, na kopnem pa so precej počasni in neokretni. Gremo naprej. Na prvi sliki je krava, na drugi kobilica, na tretji pa cesarski pingvin. Katera izmed treh živali se začne na črko C? Je to krava, kobilica ali cesarski pingvin? Cesarski pingvin je pravilen odgovor. Ste vedeli, da je največji med pingvini? Je ptič, čeprav ne leti. Mladega pingvina imenujemo pingvinček. 2 meseca potrebuje, da se izleže iz jajca, ki ga oče greje med svojimi nogami. Pingvini živijo na Antarktiki. Gremo naprej. Na prvi sliki je ovca, na drugi sova, na tretji sliki pa pikapolonica. Katera izmed treh živali se začne na črko S? Je to
ovca, sova ali pikapolonica. Sova se začne na črko S. Sove pogosto slišimo, le redko pa vidimo, saj lovijo pretežno ponoči. Zaradi ostrih krempljev in kljukastega kljuna so podobne ujedam, predvsem sokolom. Z velikimi očmi zelo dobro zaznavajo svetlobo, imajo oster sluh, zaradi mehkega perja pa lahko letijo povsem neslišno. Gremo na zadnje vprašanje. Na prvi sliki je orel, na drugi je želva, na tretji pa povodni konj. Povejte mi, katera izmed treh živali se začne na črko P. Je to orel, želva ali povodni konj? Povodni konj je pravilen odgovor. Na črko P se začne. Povodni konji spadajo med najnevarnejše živali na svetu. Živijo v Afriki in čeprav so pretežno rastlinojedi, veljajo za zelo napadalne. Tečejo lahko s hitrostjo 32 km/h. Zelo so hitri. To je to in dobro nam je šlo. A preden se poslovimo, predlagam, da celo abecedo skupaj ponovimo. Na 3, 2, 1, začnimo. A. Aligator. B. Bik. C. Cesarski pingvin. Č. Čaplja. D. Delfin. E. Emu. F. Fazan. G. Gorila. H. Hobotnica. I. Iglica. J. Jelen. K. Kameleon. L. Lisica. M. Morski pes. N. Netopir. O. Orka. P. Pav. R. Riba. S. Sinji kit. Š. Šimpanz. T. Tapir. U. Uš. V. Veverica. Z. Zajec. Ž. Žaba. Vseh 25 črk smo izgovorili skupaj in na glas in tako pripeljali kviska čisto do konca. Hvala za družbo, objem poljubček in pa do prihodnjič. Kvisko črke. Dan otroci, ste pripravljeni na nov podvig? Kar začnimo. Na prvi sliki je pujs, na drugi ris, na tretji pa slon. Katera izmed treh živali se začne na črko R? Je to pujs, ris ali slon? Ris je pravilen odgovor. Risi so divje mačke s kratkim repom in čopkastimi ušesi. So sorodni tigrom, levom in domačim mačkam. Oddajajo lahko različne zvoke, na primer mjavkajo, tulijo, pihajo in prhajo. Čeprav lovijo na tleh, znajo plezati in so hitri plavalci. Gremo na naslednje vprašanje. Na prvi sliki je pajek, na drugi tiger, na tretji pa morski lev. Sprašujem vas, katera izmed treh živali se začne na črko T? Je to pajek, tiger ali morski lev? Tiger je pravilen odgovor, bo držalo. Tigri so največje in najmogočnejše mačke na svetu. So mesojedi plenilci in v splošnem veljajo za simbol nevarnih živali. Največ tigrov na svetu živi na indijski podcelini in v predelih jugovzhodne Azije. Tretje vprašanje. Na prvi sliki je delfin, na drugi žirafa, na tretji pa krokodil. Zanima me, katera izmed treh živali se začne na črko Ž? Je to delfin, žirafa ali krokodil? Žirafa je pravilen odgovor. Tako je, na črko Ž se začne žirafa. Žirafa je prebivalka suhe savane in odprtega gozda. Je najvišja žival na svetu. Visoko v akacijevih krošnjah smuka liste, plodove in poganke.
ima izredno dolg jezik. Gremo naprej. Na prvi sliki že vidite hijeno, na drugi pando, na tretji pa nosoroga. Zanima me, ali veste, katera izmed treh živali se začne na črko H? Je to hijena, panda ali nosorog? Hijena je pravilen odgovor. Hijene so najbolj razširjeni veliki mesojedci v Afriki. Čeprav so znane kot mrhovinarji, plenijo tudi same. Živijo v večjem delu Afrike, na vzhodu pa vse do Arabskega polotoka pa do Indije. Poznamo 3 živeče vrste hijen: lisasto, rjavo in progasto. Še zadnje vprašanje. Zebra, volk, kuščar. Zanima me, ali veste, katera izmed treh živali se začne na črko V? Je to zebra, volk ali kuščar? Volk se začne na črko V. Volk je največji predstavnik družine psov. Ima dolg, košat rep, pogosto s črno konico. Nekoč so volkovi naseljevali celotno severno poloblo, danes pa jih najdemo v Združenih državah Amerike, na Aljaski, v Kanadi, Mehiki in Aziji. V Evropi jih živi zelo malo. To je to in dobro nam je šlo. A preden se poslovimo, predlagam, da celo abecedo skupaj ponovimo. Na 3, 2, 1, začnimo. A. Antilopa. B. Bober. C. Cesarski pingvin. Č. Čebela. D. Divji pujs. E. Emu. F. Fazan. G. Gepard. H. Hijena. I. Iglica. J. Jelen. K. Konj. L. Leopard. M. Mačka. N. Noj. O. Ovca. P. Puma. R. Ris. S. Sova. Š. Štorklja. T. Tiger. U. Uš. V. Volk. Z. Zebra. Ž. Želva. Vseh 25 črk smo izgovorili na glas in tako pripeljali kviska čisto do konca. Hvala za družbo, objem, poljubček in pa do prihodnjič. Kvisko črke. Dober dan, otroci! Čas je za nova vprašanja in novo znanje, seveda. Začnimo. Čebela, polarni medved, metulj. Katera izmed treh živali se začne na črko Č? Je to čebela, polarni medved ali metulj? Čebela je pravilen odgovor. Čebele živijo v številčnih družinah. V enem panju lahko živi tudi do 60 000 čebel. Letajo s cveta na cvet in srkajo sladek nektar. Na cvetovih z nožicami nabirajo tudi pelod. Mlade čebele odraščajo v satovju, izležejo pa se iz jajčec. Gremo naprej na drugo vprašanje. Na prvi sliki je hobotnica, na drugi emu, na tretji pa gepard. Katera izmed treh živali se začne na črko E? Je to hobotnica, emu ali gepard? Emu, res je. Emu je največja avstralska ptica. Prehranjuje se s semeni in jagodami. Pri iskanju hrane lahko prepotuje dolge razdalje. V Tasmaniji so emuji že izumrli, v Avstraliji pa so ponekod postali prava nadloga, ker se pogosto lotijo poljskih pridelkov. Ste pripravljeni na naslednje vprašanje? Štorklja, kobilica in svizac. Katera izmed treh živali se začne na črko Š? Je to štorklja, kobilica ali svizac? Štorklja, kako pa?
V Evropi je ta črno-bela ptica znanilec pomladi. Prezimuje v Afriki, nekatere ptice celo na skrajnem jugu celine. Zaradi sprememb v bivališčih je vrsta danes manj pogosta kot nekdaj. Gnezdo pogosto zgradi na strehi in ponekod ljudje verjamejo, da to prinaša srečo. Gremo naprej. Na prvi sliki je orka, na drugi polž, na tretji sliki pa sinji kit. Sprašujem vas, katera izmed treh živali se začne na črko O? Je to orka, polž ali sinji kit? Orka, seveda. Najbolj fascinanten delfin na svetu je orka. Zanj uporabljamo tudi ime kit ubijalec. Je pravi as, ki podira rekorde v vseh delfinskih kategorijah. Plava 7-krat hitreje od plavalcev na olimpijskih igrah. Poje vse, kar mu pride pod zob. Še zadnje vprašanje. Zajec, nosorog, morski ježek. Katera izmed treh živali se začne na črko N? Je to zajec, nosorog ali morski ježek? Nosorog, tako je. Nosorogi so veliki rastlinojedi sesalci z roževinastimi rogovi. Njihovo ime izhaja iz grščine in sicer iz besede rino, ki pomeni nos, in besede seros, ki pomeni rog. Nosoroge najdemo v določenih predelih Afrike in Azije. V divjini živijo do 35 let. To je to in dobro nam je šlo. A preden se poslovimo, kaj mi naredimo? Abecedo skupaj ponovimo. Na 3, 2, 1, začnimo! A. Aligator. B. Bik. C. Cesarski pingvin. Č. Čaplja. D. Delfin. E. Emu. F. Fazan. G. Gorila. H. Hobotnica. I. Iglica. J. Jelen. K. Kameleon. L. Lisica. M. Morski pes. N. Netopir. O. Orka. P. Pav. R. Riba. S. Sinji kit. Š. Šimpanz. T. Tapir. U. Uš. V. Veverica. Z. Zajec. Ž. Žaba. Vseh 25 črk smo izgovorili na glas in tako pripeljali kviska čisto do konca. Hvala za družbo, objem, poljubček in pa do prihodnjič. Kvisko črke. Dan otroci, čas je za novih 5 vprašanj. Ste pripravljeni? Začnimo. Na prvi sliki je fazan, na drugi morski pes, na tretji pa morena. Katera izmed treh živali se začne na črko F? Je to fazan, morski pes ali morena? Fazan, tako je. Samec ima temno glavo z vijoličastim in zelenim leskom ter rdečo kožo okoli oči. Nekateri imajo okoli vratu bel prstan in kostanjeve prsi. V primerjavi z bledo rjavo samico je samec bolj pisan, večji in ima daljši rep. 30 podvrst fazanov so ljudje naselili po številnih krajih sveta. Gremo hitro naprej. Drugo vprašanje. Na prvi sliki je kameleon, na drugi mačka, na tretji pa uš. Katera izmed treh živali se začne na črko U? Je to kameleon, mačka ali uš? Uš bo držalo. Uš spada med žuželke in zajedavce. Zaradi načina življenja imajo zelo posebno telesno zgradbo. Poleg tega, da so zelo majhne, je zanje značilno, da so brez kril. Samica po oploditvi odloži 50 do 150 jajčec, ki jih zalepi na dlako ali perje gostitelja. Gremo naprej na tretje vprašanje. Na prvi sliki je slon.
na drugi levinja, na tretji gorila. Katera izmed treh živali se začne na črko G? Je to slon, levinja ali gorila? Gorila je pravilen odgovor. Gorile so največji živeči prvaki. Dejavne so podnevi, ko na gozdnih tleh iščejo plodove, liste, poganke in semena. Lovijo tudi termite. Sestava majhnih skupin, ki štejejo do 20 živali, se le malo spreminja. Samec in samice z mladiči se sporazumevajo z obrazno mimiko, telesnimi gibi in glasovi. Gremo hitro naprej. Na prvi sliki je kača, na drugi svizec, na tretji pa iglica. Katera izmed treh živali se začne na črko I? Je to kača, svizec ali iglica? Iglica, kako pa? Iglica je pelaška riba roparica, ki živi tudi v Jadranskem morju. Iglica je riba podolgovatega valjastega telesa z značilno glavo, katere usta, polna drobnih zob, so podaljšana v dolg in tanek kljun. Ta pelaška riba se zadržuje na odprtem morju, kjer v jatah lovi manjše ribe. Še zadnje vprašanje. Na prvi sliki je želva, na drugi jelen, na tretji pa polarni medved. Zanima me, ali veste, katera izmed treh živali se začne na črko J? Je to želva, jelen ali polarni medved? Jelen, seveda. Navadni jelen ali tudi rdeči jelen je ena največjih vrst jelenov, saj lahko doseže plečno višino 130 cm in težo do 300 kg. Samci se ločijo od samic po mogočnem rogovju. Navadni jelen je največji slovenski jelen. To je to in dobro nam je šlo. A preden se poslovimo, kaj naredimo? Haha, abecedo skupaj ponovimo. Na 3, 2, 1, začnimo. A. Aligator. B. Bik. C. Cesarski pingvin. Č. Čaplja. D. Delfin. E. Emu. F. Fazan. G. Gorila. H. Hobotnica. I. Iglica. J. Jelen. K. Kameleon. L. Lisica. M. Morski pes. N. Netopir. O. Orka. P. Pav. R. Riba. S. Sinji kit. Š. Šimpanz. T. Tapir. U. Uš. V. Veverica. Z. Zajec. Ž. Žaba. Vseh 25 črk smo izgovorili na glas in tako pripeljali kviska čisto do konca. Hvala za družbo. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Timmy, Kids TV.